Že, David. Že ostane. Evo pa smo v drugi epizodi najne trilogije o zasebnosti. Moj minilka šus. V prvi sva definirala, kaj zasebnost je, v drugi bova šla bolj konkretno. Ja, pogledali bomo, kaj lahko uporabljamo, česar ne smemo in vabljeni k poslušanju. Za 9 gorami, za 9 vodami, za 10 VPN-ji in skrivnimi IP-ji živi en Stane, ki pravi: A pizda, spet mi net ne dela. To je oddaja na Coinov, portala Decrypt in z vami sva David, in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. Piši na info@decrypt.com. No, kaj pa tehnični koraki? Sej, Kaj pa ta tehnični del se tudi na tehnično, pač ne vsega računa na internetu narediti s svojimi osebnimi podatki. Ne uporabljati istega e-maila za vse storitve, ki jih uporabljaš. To je taka osnovna higiena. Ker naročuješ stvari, ne vem, pač mogoče sam začetnico prvega imena uporablja, ali za tipki, se pošta pride ponavadi, če je približno natančen. Ali pa če sem tudi drugi imena kaselc dal, pa kaj naročil včasih. Zadeva pride, ni panike. Ker poštar itak najprej najde lokacijo, potem Tako. pa kaselca. Ne? In on mora oddati, ker če ne odda, ima več težav, kot če odda. Ne? Tako da da se mrzkej sem narediti s tem, da ne puščaš glih isti set podatkov posod, da nimaš Stane @gmail, pa vse obstaja. Zakaj si ga izdal? No, ampak zdaj, ki si že na mailih, ne? Obstaja Gmail, ne? Kar je za marsikoga že A še sinonim kaj za drugega? mail. In obstajajo maili ali pa storitve, ki ponujajo več teh mailov, ampak to so bodisi so plačljive, ali pa je treba imeti nekaj tehničnega znanja, da spreminjaš aliase. A obstaja kaj zelo enostavnega za vsakogar? Mislim, lahko narediš, kolikor hočeš Gmail accountov oziroma raznih. Ja, to drži, ampak zdaj težijo z telefonskimi številkami, dvofaktorsko preverbo in v Sloveniji je še možno imeti telefonske številke brez identitete, v marsikašni državi pa to že praktično nemogoče. In kar Imaš, 10 telefonskih imeti. Obstaja par storitev, kjer lahko za kratki čas najameš telefonsko številko, mislim, da LNVPN, pa eSIM ali nekaj podobnega. Silent SIM ali Silent Link, nekaj tasga. Ja, sem Silent Link je za ima eSIM. pač dejansko telefonske številke, za čimer imaš te, pač, ne vem, plačaš z Lightningom $1, pa imaš za 20 minut številko tok, da verifajaš nov account. Podala povezave v komentar podajo. Ja. Plus pa imaš še providerji, ki malo manj težijo okoli tega. Proton vem, da se je dal registrirati akaunte brez nujno verifikacije stvari, oziroma se lahko verificiral z drugim e-mailom. Tako je. Ja. Pa mislim, da je tudi dosti simpel šla čez včasih. Tako da načeloma obstaja dosti nekih zastonj email providerjev, kjer lahko delaš razne akaunte. Ali pa pač Imaš pa tudi pri Protonu imaš Proton Pass, kjer imaš lahko aliase noter. Odvisno seveda, če imaš plačljivo ali ne, ampak pri plačljivem je tako, da imaš neomejeno aliase lahko kreiraš. Tako da, kot sem prej rekel, jih v teoriji lahko za vsako trgovino ali pa za vsako registracijo drug alias daš gor in točno veš, če kje je lika, če so kje bili podatki ukradeni, jih dejansko lahko vidiš, kje so bili na podlagi tega. Ne? tudi Firefox, to mislim, da po defaultu ti omogoča, da pač sgenerirajo nek... Mislim, da moraš imeti račun. Na Zdaj Firefoxu, nisem ne? sigur možen. Pa Apple, ne vem, iCloud dela isto zadevo, mislim, da po defaultu, oziroma če ne vem, plačuješ storitve. Tako da, oziroma če uporabljaš Mac iOS login, pozabil sem že. Ampak ja, pač tega se da... Če si dosti motiviran, da boš ugotovil, da to mogoče fino delati, potem boš tudi v 5 minutah ugotovil, ki lahko par mailov registriraš. Kaj pa maili, kot so disposable,
kjer uporabljaš mail samo enkratno in ga v resnici lahko vsi vidijo? Odvisno od problem je, da veliko teh je že bananih pri vseh providerjih. Včasih, ker zadeva še ni bila popularna, sem jih precej uporabljal, pač nek random character set, ki ga noben ne bo uganil, pa uporabljaš ti za registracijo, ampak mislim, da je večina vsaj popularnih rešitev obstaja, je pri veliko vsaj takih večjih servisih blokirana. A to je tudi v smislu te 10-minutni maili pa te zadeve? Ne, to je kar trajen mail, ampak je brez gesla. Ti ustvarjaš mail, ga gledaš, ampak gleda lahko ga lahko kdorkoli, ki pozna ta naslov. Janez Novak, disposable.com in ti se nekam prijaviš, dobiš povraten mail, neko kodo, karkoli, jo prepišeš, ampak ta mail lahko naslednji trenutek uporabi nekdo drug. Ne? Zdaj, slovenščino bo uporabljal bistveno manj ljudi kot maile ustvarjene z angleškim jezikom ali pa z angleškimi imeni, ampak ja, to je nabor mailov, ki je praktično neskončen, ampak kot je Aljaž rekel, domene teh storitev so pa pogosto blokirane. Kam ćemo iti naprej? Katere mobilne in računalniške sisteme, recimo operacijske sisteme uporabljaš, pa zakaj? Linux, to je pač stvar navade oziroma... Pa tudi tehnične izobrazbe. Ja, danes ne rabiš tehnične izobrazbe za uporabo Linuxa. Mislim, da rabiš več tehnične izobrazbe za uporabo Windowsov. Saj jaz mislim, oziroma meni vedno manjka tehnična izobrazba, ker rabim kaj na Windows sistemu narediti. Ampak zelo simpel. Jaz sem recimo svojo mamo poskušal dati na Linux, ker je bil njen opis ali pa opazovanje njenega dela, jaz sem stalno na brskalniku, pa so se zelo hitro vstavila. Že pri ugašanju računalnika, mislim, res zelo hiter. In bi rekel, da je ogromna večina ljudi na Windowsih ali macOS-u. In če bi z vidika zasebnosti ocenil ta dva, kaj bi rekel? Mislim, Windows pa zasebnost ni stvar, ki gre nujno skupaj v istem stavku. Sploh mislim, da z zadnjimi verzijami je praktično zastonj backup dobiš nekje. Sam ne veš, kje. Pa tudi ne moreš čisto vedno do njega, ti samo oni. Ampak veš, da podatki obstajajo. Da lahko bolj mirno spiš. Okay. Mac mogoče malo boljš, historično se saj kanček malo trudijo, ampak vse to je tudi odvisno od aplikacij, ki jo uporabljaš. Tako da je pač lahko na najbolj varen operacijski sistem naložiš cel kup sranja, ki bo podatke pošiljal povsod. Tako da je zelo odvisen od same uporabe stvari. Če se ful probaš zavarvati, predvsem pa še zmeraj vse svoje podatke daš na Google Drive, zaradi tega, ker je pač simple za backup, nisi veliko naredil. Ravno danes je predstavil Proton, svoje Proton šice. Šit, to je šit. Lahko da bo šit, ampak v angleščini želijo temu reči list. To je alternativa Googlovi pisarni, pa Microsoftovi pisarni na spletu. Koliko še lahko zaupamo Protonu, ker tako aktivno vabijo uporabnike, da so bolj zasebni ponudnik, da res kriptirajo na način, da samo uporabnik lahko pride do podatkov in ne tudi tretja oseba, ki jo ne želimo? Nikoli mu nismo mogli. Čeprav na začetku je to zaupanje med neko skupnostjo, ki se je ukvarjala z zasebnostjo, bila kar velika, bi rekel. Ali se motim? Ja, to je... Zdaj, a so toliko grozni, kakor Google? Mogoče ne, zaradi tega, ker če je tvoj primarni biznis, da daješ neverjetno velik zastonj infrastrukture vsem, boš pač obdeloval podatke, zaradi tega, da boš imel kaj od tega. Noben se ne vpraša, zakaj ima vsak, ne vem, 50 gigabajtov zastonj Gmaila, pa šice, pa Google Docs, vse za ston. Noben se ne vpraša, od kje, zaradi tega, ker folk je že pozabil, da se plačuje.
Jaz se spomnim, ko je Gmail bil announced, vsi smo imeli 20 megabajtov velike mailboxe pa raznih internetnih ponudnikih. Takrat bi si folk rezal roke stran za Gmail akonte. Pa še lepo so nas zvabili z invitationji, zvabili. Drugače se sploh nismo mogli prijaviti in se ti je zdelo fajn. Ja, ampak dejansko je bil velik utility, zaradi tega, ker je zelo ogromen mailbox. In jaz se še dobro spomnim, pa vsake toliko časa še se zgodi, da pošleš komu mail, pa dobiš nazaj v reply, da imajo poln mailbox, ki pač uporablja strsiolov mail ali pa kaj podobnega. Ja. Tako da, pač, ko se folk navadi plačevati za stvari, imaš saj ta del, da to je biznis, ki se ukvarja s tem, da provajda mail, se pravi, primarna njihova dejavnost ni obdelava in prodajanje mojih podatkov. Tako da, mogoče to razliko smo v osnovi lahko naredili na Protonu, kljub temu, da Proton tudi daje za ston maile okoli. Pa bil je, oziroma je v Švici, ker je ful boljši, kot kar US, ampak še zmeri sodelujejo z oblastmi. Še zmeri so podjetja oziroma fundacija, karkoli so zdaj, ki rab slediti zakonom. Švica ni Švica, ki je folk iz filmov, ki lepo vse v redu. Ne, Švicari so, sicer jim je rad ali nesprejet, ampak sledijo več ali manj skoraj vse evropske zakonodaji, so zahodna država, imajo ogromno obveščevalcev in vsega. Seveda, in tudi founderji Protona večinoma niso Švicari. Seveda, tako da zaupati komorkoli z svojim privacyjem je že v osnovi napačna ideja. Zaupaš lahko sam v sebi. Ampak vemo pa, da svojega mail servera ali pa, ne moreš biti več sam svoj mail providera, to drži. Se pravi, vedno bodo šli maili. Ne moreš je močna beseda, oziroma praktično nima smisla. Ampak moraš drugače razmišljati. Mail je razglednica. Okay. Pa če verjetno obstaja kakšen poslušalec, ki je toliko star, da še ve, kaj je razglednica. Jaz se spomnim še to. To pomeni, nisem glih ful rad pošiljal to. Da je poštar vse prebral, kar si napisal, ne, svoje dragi. Tako. Ja. In tako moraš tretirati vsak mail. Zaradi tega, ker nič ne pomaga, da ti uporabljaš, recimo, da obstaja provider, ki je neverjetno secure. Delajo vse po največjih kriptografskih standardih, vsej bulletproof, ali pa doma hostaš v klet, noben nima dostopa do tega. 90% mailov, ki jih pošleš, bo na Google, Microsoft ali pa nekam drugje, tako da pač nisi nič naredil, zaradi tega, ker mail je enostranska zadeva, security je pri tebi. Tudi če ti pošljem PGP encrypted mail, se ti v naslednjem koraku komunikacije odločiš, ali boš poslal nazaj enkriptano ali pa ne. In se mi je že zgodil letos, nazadnje, ker sem poslal PGP encrypted mail nekomu, ki je strokovnjak o informacijski varnosti, pa sem dobil nazaj odgovor. Iz Gmaila. Ne, s čim ne. Dobil sem odgovor z vsem informacijam nekriptiranim nazaj. No, ampak če si pa dva, ki uporabljata Tutamail ali pa Protonmail med sabo dopisujeta, kakšno imaš tukaj zaupanje, da se enkripcija dejansko ne razbija vmes, pa maili ne berejo? Ne moreš dokazati. Če rabeš, oziroma če hočeš imeti tak nivo varnosti, potem uporablji nekaj, kar ti dejansko zagotavlja ta nivo varnosti, pa nisem pinky promise. Okay. No, kaj sploh to je? Se pravi, to, kar si zdaj rekel, če ne moramo preveriti, pa moramo zaupati, pol kaj od teh? Poglej, lahko je tudi ta Proton. V browserju odpreš njihov klient, lahko zloadaš kakršenkoli JavaScript lahko dajo, ne preverjaš vsakeč, če je njihova enkripcijska koda v redu, da pač tisoč stvari, ki gre lahko narobe, tudi če bi bila njihova implementacija popolna, zaradi tega, ker pač tehnologija dela na ta način. Pač vsakič na nov boš zloadal vse stvari z interneta in se na 100 koncih se lahko nekdo nekje v ta supply chain utakne, tudi če rečemo pri tem, da je na njihovi strani vse perfektno, ker težko trdi kdorkoli. No, ampak z tega vidika, a pa sploh, če skočimo nek nivo zasebnosti zgraditi, povečati,
A pa sploh smisel gledati kaj drugega, zakaj pa sploh iti iz Gmaila, ker so vsi navajeni na to? Če Jaz uporabljam Gmail. Če ni drugih, boljših. Jaz uporabljam Gmail za stvari, Za razgledance. Ja. Okay. Pa verjetno še kaj drugega. Ne sam Gmail. Ja, seveda, pa tudi ne sam en Gmail, ampak še zmeraj je. Skratka, je rešitev razpršeni naslovi različnih providerjev. Če je nekaj, kar ne bi rad, da vsi zvejo, potem ne napišem tega v mail. To je tako, kot Telegram sporočila, ki jih pošljem, tretiram kot nekaj, kar je javno po defaultu. No, če hočem nekaj povedati zasebno nekomu, bom pač uporabil Signal ali pa Simplex ali pa kaj podobnega. In pa narediš to razmejitev, je pač lažje razmišljati, zaradi tega, ker ni absolutno ok, je absolutno slabo. Si želite bolj razumeti ta kriptosvet in kako si pomagati z Bitcoinom? Vas zanima, kaj so to kriptoprevare, ali pa morda ne razumete vsega, kar slišite o oddaji Na Coinu? Fantje na portalu Decrypt vam vse to razložijo tako, da vam bo vse jasno. Že v 1 ali 2 urah boste na svet financ gledali drugače in bili z Bitcoinom bolj po domače. Obiščite portal decrypt.com in se prijavite na izobraževanje. Če pa vas zanima trgovanje kriptovalut in kako priti do ogromnih vsot denarja, vam ne znamo pomagati. To počnejo špekulanti, bankiri in drugi prevaranti. Odlična istočnica, gremo kar takoj na neposredno sporočanje, torej na chat programe, omenil si Signal, Telegram, SimpleX, verjetno velja podobno kot za e-mail, oziroma namignil si, da bolj zasebna sporočila pošiljaš po Signalu, ampak Signal je leta nazaj populariziral Snowden, v zadnjih letih se mi zdi, da je postal kar en standard za enkriptirano zasebno sporočanje, ampak še vendar je ameriški. Koliko je pa Signal nevaren ali varen, po tvojem? Signal ima problem z metapodatki do ene mere. Se pravi, zaradi tega, ker za registracijo... Kaj to pomeni? Za registracijo... Ja, podatki od mete. Pa ne Facebooka. Ja, Signal za registracijo računa uporablja telefonske številke. Sicer noben ne zapoveduje, da mora biti to telefonska številka, ki je povezana s tvojim imenom, ampak raba biti telefonska številka. Ker prije do tega, da je pač ta telefonska številka unikatni identifikator in tudi lahko najdeš kontakte prek telefonske številke. Se pravi, če se registriraš, boš videl, kjer tvoji kontakti imajo Signal inštaliran, kar pomeni, da lahko vidiš, da midva komunicirava, zaradi tega, ker ne vem, stane Mobitelova stranka, pa David je Mobitelova stranka in potem lahko nekdo sestavi, ok, tle se je nekaj dogajalo, če uspejo prestrežati sporočila. Kot sam implementacija enkripcije obstajajo tudi open source klienti za Signal, ki so kompatibilni z vsem, se pravi, komuniciraš tudi z uporabo sam tistega klienta, kar pomeni plus protokol, kot sam je bil velikrat reviewan, pa javn je, tako da ni tako kot Telegram, ki je Pinky Promise, my brother is a good cryptographer. Res je to rekel. Ja, to je pač... Mislim, da je v intervjuju s Tucker Carlsonom, oziroma se je verjetno večkrat, ampak ja, da njegov brat je svetovni matematik in je implementiral fenomenalno enkripcijo. Tudi z Lexom Friedmanom je to prodajal. Ja. Dajmo povedati še to, da ko komuniciramo na Signalu z nekim uporabnikom, govorimo o zasebnosti med tema dvema uporabnikoma oziroma o razkrivanju identifikatorja drugemu sogovorniku, ker danes lahko telefonsko številko skrijemo, če se povežemo s Signal usernameom. Medtem ko tistemu, ki pa komunikaciji prisluškuje ali pa pride do meta podatkov, tam pa telefonske številke ne moramo skriti. Imam prav? Ni toliko, da telefonske številke ne moreš skriti, ampak tvoja telefonska številka je predstavljena kot nek
šifriran hash, tako da lahko povezuješ, kjer ljudje med sabo so se pogovarjali. Ker je pač tipičen metapodatek in kot dolg časa se uporablja pač ta izgovor, da shranjujejo se samo metapodatki, ki jih morajo vsi, pač ISP morajo shranjevati za voljo ne vem česa, razen tega, da lahko ugotovimo, kaj je folk počel narobe, ampak ljudje se ne zavedajo, kva metapodatki vse povejo o tem. Zaradi tega, ker... No, pa jim povemo. Dajmo jim povedati. Ja, ker pač, a res rabš vedeti, o čem sva se pogovarjala, ker boš klical vročo linijo za pomoč ljudem, ki se hočejo biti. Res ne. Verjetno ne, ali pa ker boš klical kliniko za testiranje za spolno prenosljive bolezni. Ali pa... Jaz sem sicer na drugo vročo linijo imel v mislih, ampak ajde, si šel bolj v temne strani. Ja, ampak glih to je... Ali pa če svojega tilerja kličeš v petku ob 4 zjutraj, tudi verjetno ne rabijo vedeti vsebine tega pogovora. Ja, drži. Tako da metapodatki povejo ogromno stvari v posameznikih. Tudi metapodatek je staneš pa na OnlyFans od Nove slovenske estradnice. To je metapodatek. Jaz grem sam na svoj račun, kaj? Glej, da parjavše furso vse prihodke, ki jih dobivaš od tvojega food fetish profila. Ja, sem tam obosanac. Iz Banja Luke. Je pa mislim, da signal napovedal, da bo od ne vem kdaj omogočil, da imaš samo kaj to? Brez telefonske številke, no, skratka, da se boš lahko registriral brez telefonske številke, upam, da to res naredil. Če s tem dekapla pol telefonsko številko. No, to je ena dobra stvar v Sloveniji, da pač lahko kupiš SIM brez tega, da te kdorkoli pogleda, tako da vsem svetujem, da kupite čim več SIM-ov, dokler jih še lahko. Vsaj 10, ja, drži. No, ampak Signal je še vedno ameriški. Če to naredijo, a jih bodo še gledali v Ameriki? Tehnično, ja, ne, nima veze. Fora je to, da Signal uporabljajo vsi. To je največja stvar. Pač, to je tako, kot v Sloveniji normiran SP, kar ne more zginiti. Točno to. Zato ne vem, je parčet kontrol oziroma zadnji verziji tega, kar je bilo porinen skozi, izuzeta komunikacija politikov. To je tako, da pač nočeš vzeti sam sebi orodja, ki ga imaš, hočeš sam prepričati ljudem, da uporabljajo najboljše orodje. Fanta, mislim, da imamo rešitev. Politiko bomo šli, ne? Aha, stranka bo kaj? Signal Dolenjske. Recimo. Ne, če nas ne jo gledalo, v redu? No, kaj pa chat programi brez metapodatkov oziroma ki metapodatke kriptirajo, recimo Session? Session ne poznam dosti dobro, ampak je tukaj popularen. Tehnično mislim, da je najbolj dovršen je Simplex. Pa ni šel Simplex zdaj v nek, isto kot Session, v nek protokol, ki ni Bitcoin, pa nek svoj coin izdati, pa ne vem kaj. Ja, se so dogajale neke čudne stvari, ampak mislim, da nisem točno pogledal tega zadnjega developmenta, ampak na nivoju protokola pa privacy-ja je Simplex najbolj sofisticiran, ker sicer pripelje do tega, da je tudi mogoče ne najbolj uporabniku prijazen. Sicer se je izboljšal precej, odkar sem ga nazadnje dokaj redno uporabljal, ampak včasih je bilo dosti problemov s tem, da sporočila niso prišla in zadeva je rata zelo zanimiva, če uporabljaš to za nekaj, ki schedulaš ljudi, da se dobijo na točno določenem mestu, točno določenem času, pa jih sporočila ne prihajajo. Ja, enako velja za Session. Zanesljivost se izboljšuje, ampak sporočila pa včasih prihajajo z zamikom, včasih celo med pogovorom med dvema. Je dovolj, da enega sporočila nekdo ne dobi in je pogovor zoprn. Kaj pa recimo Kit, IO pa White Noise? Kit je še vedno zaprt protokol. Kit ima drug problem. Kit je direktno peer-to-peer, ker prehaja pa je do druge stvari, ki jo likaš. Pač mogoče, tudi če
povezava med enkriptirana, pa likaš podatke v svojem IP-ju, kar pomeni, pač vse peer-to-peer rešitve imajo ta problem. Potem, kar pomeni, da vedno hočeš vedeti, hočeš povedati tvojemu sogovorniku, s katerega IP-ja prihajaš. Se pravi, pa vedno rabiš uporabljati VPN, naprimer. Tako, če smo že VPN vzeli, se pravi, lahko rečemo, vedno uporabljaš VPN in če uporabljaš peer-to-peer rešitve, je to del rešitve skrivene IP-ja? To reši ta del problema. Okay, ampak tudi kit ni bil najbolj zanesljiv na zadnje, ko sem ga skušal uporabljati. Moram reči, da se je malo izboljšal. Tako da notifikationi prihajajo zdaj dokaj redno, ne rekel, da 100%, ampak se je bistveno izboljšal kot pred časom. Za kit niti ne vem, kjer standard za enkripcijo uporablja. White noise je zanimiva rešitev, ki prihaja počasi do točke, ki bo uporabna. Nismo nujno še čistem, ampak getting there. Tako da Signal ima sweet spot, da je precej dober. Razširjenost, ne tudi. To je druga zgodba, dejansko mene starši rad prepriča, da se uporabljajo Signal. Verjetno bolj zaradi tega, ker sem dejansko dosegljiv na Signalu za razliko od ostalih stvari, ampak pač je prijazen do uporabnikov do tega nivoja, da čimer pač simple accession zadeve, ker se sporočila občasno še zgubljajo in take zadeve ima probleme. Pač problem je, ker potem boš vedno dajva se dobiti čez 15 minut, pa ni zihar, mesec prije pa boš poslal še SMS zaradi tega, da je siguren. Pa si vse povedal. Ja, drži. Signal omogoča tudi videoklice, navadne klice, dela na vseh operacijskih sistemih, je sinkan med operacijskimi sistemi, se pravi, lahko ga imaš na telefonu in na več ostalih napravah. Medtem ko vsi ti ostali protokoli, ki jih zdaj omenjamo, praviloma še ne. White noise to obljublja. Za Simplex meni to ni nikoli uspel sinkati, recimo Windows pa telefona iOS ali Android. Kit IO zelo podobno. Jaz res upam, da bo White Noise to uspel. Težko, zaradi čist praktičnega načina, kako dela zadeva. Oziroma, bomo videli, če jim rata implementirati to, ampak problem je, ker se vedno generirajo novi ključi, tako da bi mogel pač šerati stanje znotraj pa ne moreš sam potegniti stvari iz noster relayov in dejansko odkriptirati vsega. Ja, pa pač message zapakiraš v SMS, pa ga po SMS-u pošljaš na telefon, pa iz SMS aplikacijo v White Noise aplikacijo, pa je nekako. Tako. Pozabil, da moraš še neko vmes slikati zadevo, pa jo poslati kot faks. Ja. No, dajmo, ko smo še pri chat aplikacijah omeniti, najbolj uporabljene aplikacije, kot so WhatsApp, kjer so še kot Viber kot primer slabe prakse, ker so v lasti velikih korporacij in so uporabljene za zbiranje podatkov in jih mirne vesti odsvetujemo. Ne? Absolutno. Sploh pač, če rabiš zaupati aplikacijo, mora biti aplikacija odprtokodna. Ker pač dokler ne veš, kakšno kodo laufaš, te vsak potakne karkoli. Sploh ni nujno o tem, da je razvijalec zelo nameren, ampak če ne veš, kaj specifično laufaš, ne moreš nikoli garantirati tega. Tudi pač v Bitcoin svetu je reproducible builds zelo popularna zadeva, ki se pač dejansko iz GitHuba pobira kodo vseh programov in se zbilda aplikacije in primerja, če so iste, kakor executable file, ki se uporabljajo in distribuirajo folku. Ti kaj bereš? Pa ja, stalno nekaj preberem. Zjutraj nogavice, pa tiste rozine iz kosmičev prezajte. A kaj knjige bereš? A ja, knjige sem pa bral, veš, tista bralna značka Cankarjev pokal v hitrostnem branju, ali kaj je že bil. Kaj pa če povem, da imamo v slovenščini kratke knjige, ki razlagajo Bitcoin? Res? Ja, v Bitcoin knjižnici jih lahko kupiš. S kodo na coinu dobiš 20% popust na posamezno knjigo. Popust? Ja, popust. Pejdi na www.bitcoin-knjižnica.si in ne pozab kode na coinu. Čakaj, si zapišem na coin, www.bitcoin-knjižnica.si. Ti rabiš očala, se mi zdi. Predno gremo na novo temo,
daj nam še razlož, zakaj je white noise na Nostru in zakaj obični Nostr klienti, ki jih uporabljamo danes tako kot Twitter, še niso dobri chat api, čeprav imajo recimo DM, se pravi zasebna sporočila noter vgrajena. White noise je v bistvu implementacija kriptografije, ki je podobna oziroma ista kot signal na nivoju protokola oziroma primerljiva, sam da uporablja za prenos pa identiteto Nostr, identitete pa Nostr relay. Ker namesto telefonske številke identiteta. Tako, ja. Ker pa naredi stvari lažje zaradi tega, ker pa lahko vsak se izmisle neskončno novih identitet, ker ni laž, vsak jih ima lahko več. No, ampak zakaj pa ne komunikacija v Primalu? Zakaj to ni zanesljiv chat program? Več stvari je. Prvič, ne vem, koliko ljudi se zaveda, da Nostr res ni dizajniran za to, zaradi tega, ker prej smo omenili metapodatke, Nostr je manifestacija tega, kva pomenijo metapodatki, zaradi tega, ker lahko se vsak logina kot Stane ali pa kot Aljaž z mojim javnim ključem in bo vsak videl, s komu vse sem se jaz dopisoval v DM-ih. Ne bo videl pač kontenta, se pravi vsebine sporočil, zaradi tega, ker nimamo zasebnega ključa, bo pa videl vse kontakte, s katerimi, oziroma vse ljudi, s katerimi sem imel kontakte. Tako da to je prva slaba stvar tega. Druga, še bolj problematična zadeva je pa to, da če zgubiš ključ, je vsa komunikacija enkriptana s tem ključem, tako da bojo vsi vedeli vse za nazaj. Dočimer api, kot so Signal oziroma primerljivi, se pravi white noise, za vsak pogovor oziroma ne samo pogovor, ampak danes sporočila generirajo nove ključe, pa se protokol je bolj zakompliciran, ampak če poenostavimo, obstaja način, kako se zavaruje pogovor, tako da tudi če nekdo razbije en specifičen ključ, še zmeraj ne bo prišel do vseh tvojih pogovorov. Bo mogoče videl samo ta specifičen pogovor ali pa to specifično sporočilo, kar pomeni, da se bo vsakmu pogovoru oziroma izmenjavi sporočila zgenerirajo novi ključi na podlagi predefiniranega dogovora, tako da je precej bolj varen sistem. Ok, ko smo bili pri ključih, ne? Tito je bil ključavničar, pri fizičnih ključih je bilo ključavničarstvo zelo popularno, potem pri Bitcoinu poznamo zasebne ključe in jih varujemo na strojnih denarnicah. Kaj pa digitalni zasebni ključi, passwordi, passphrase, kaj pa uporabljaš za ta namen? Nobenih cloud storitev. Se pravi, sam furaš nekaj, kot je recimo KeePassX, Tako. ampak to pomeni, da je tvoj strežnik vedno dosegljiv in vedno pokonc zate, kjerkoli pač si. Ja in ne. A rabi biti? Sej pač, KeePass je file, ki ga imaš na sistemu. A tudi na telefonu? Ne uporabljam password managerja na telefonu. Ampak če se logiraš v iste spletne storitve, Se ne. Oziroma minimalno. Lahko, pač, če rabiš prenašati sekrete, lahko zgeneriraš QR kodo, zato da skopiraš zadevo čez, ampak pač, zakaj bi imel vsa gesla na telefonu, če jih ne rabim? Pač treba je segmentirati stvari. Ja, valjda je zelo convenient, ampak a rabiš na telefonu dostop do vseh bank ali pa do vsega Bitcoina, ki ga imaš. Ne rabiš. no, marsikdo ima dejansko vse bančništvo osebno že samo na telefonu. To je zelo v redu, ampak pač zakaj? Ali pa pač zakaj ta telefon nosi skozi sabo? Okay. Ali res rabiš telefon nosi skozi sabo, ali pa telefon, ki je na tvoje ime? Pač jaz imam eSIM, ki je anonimen, dosegljiv sem sam prek Signala in to je edini telefon, ki ga uporabljam. Pa imam kakšen SIM, ki je mogoče povezan na moje ime, zaradi tega, ker rabim zaradi takih ali pa drugačnih storitev, ampak je v drugem telefonu, ki mogoče z mano, mogoče ni. Ampak
ne rabi biti vse na vseh devajsih. Lahko segmentiraš, lahko imaš, zato če greš v kafano na pir, res rabiš imeti vse svoje osebne podatke na telefonu, dostop do vseh gesel, backupa, vsega. Vsakič, ki greš čez mejo, tvegaš, da ti bojo zaplenili vse devajse. V veliko državah je to, da ne odkleneš telefona, dovolj, da te pošljejo v zapor. Če zbrišeš podatke z telefona, pa vidijo, da si to naredil, greš v zapor. V Združenem kraljestvu in mislim tudi v Ameriki pa podobne imajo večinoma vse Five Eyes države. A hočeš reči, da pol na Graphene OS ne smemo uporabiti to funkcijo z pinom za izbris? Je priporočljivo, ampak uničenje podatkov šteje kot priznanje krivde praktično. Tako da pač vsakeč, ki greš čez mejo, res rabiš vse podatke, ki jih imaš na telefonu, imeti na telefonu, oziroma na laptopu, ki ga neseš s sabo. Oziroma, a si pripravljen potestirati, koliko voljni so te fukniti v zapor, zaradi tega, ker nisi odklenil telefona. No, to, mislim, jaz se čist strinjam in razumem. Ena bistvena stvar, ne uporabljati biometrike. Zaradi tega, ker zato, da uporabljajo tvoj prstni odtis ali pa tvoj ksiht za odklenjanje telefona, ne rabiš nobenega dovoljenja. Do čimer to, da rabiš povedati PIN nekomu, je, mislim, da vsaj v nekaterih državah predvsej bolj protekten, zaradi tega, vsaj države, kjer varujejo ljudi proti samoinkriminiranju, imajo večjo težavo prisiliti ljudi, da povejo stvari. Pa da povejo pravi PIN, lahko povejo PIN, ki vseeno nekaj odklene, pa ne razkrije vsega. Ja. To je neko prstni odtis tega ne omogoča. No, ker smo glih pri biometriji, moramo opozoriti, da biometrični podatek, prstni odtis ali faca ni geslo, ampak je uporabniško ime, ki ga ni moč zamenjati. Ne? To je treba kar opozoriti. Tako, je zelo priročen, ampak no, če razdelamo še password menedžerje, na kakšen način pa jih uporabljaš? V smislu... Oziroma, za katere servise jih uporabljaš? Verjetno vse nimaš gesel zapisanih v nekem zvezku za vse spletne servise, ki so ti pomembni. Ne, vse stvari imamo v password menedžerju. V bistvu je zelo malo stvari, za kjer vem gesla, plus tudi za stvari, ki vem gesla, uporabljam YubiKey, tako da naredi zadevo fenomenalno problematično, ker pač si na drugem koncu sveta zgubiš YubiKey, jok, brate. Ali pa zgubiš password, take zadeve, tako da določen nivo malo je treba razmisliti o stvarih. Pač, če se jutri zbudiš nago v Mehiki, a boš lahko kogarkoli kontaktiral? Mogoče to zdaj ni problem Še ena zanimivost. Res je, YubiKey za backup potrebuje registracijo na drugem YubiKeyu. Vedno, ko ustvariš nov račun na YubiKeyu, moraš iz backupa unga potegniti pa še enkrat registrirati. Pri recimo Bitcoin denarnicah, ki imajo tudi UTF rešitev, je backup univerzalen in bistveno bolj preprost. Zvedel pa sem, da Nitroki razmišlja o tem, da bi uvedel nek bolj univerzalen backup, ker vejo, da je to malo zoprno backupirati tiste ključke vedno znova in tako, kot si rekel, če si zelo oddaljen od svojega originala, edinega ali pa od svojih backupov, si pač brez gesela, ne? Ja, in meni se je že zgodilo, da sem potoval ali pa pozabil YubiKey doma in pa je pač, zdaj upam, da mi session ne bo potekal, ker še rabim tole pa tole narediti, preden bo spet, ustavite svoj YubiKey za login. Ti sessioni potečejo po določenem času, ali je še kakšen drug kriterij? Ja, odvisno od aplikacije, ampak eventualno se navadiš, parkrat se ti to zgodi, pa iz časoma ugotoviš. Ok, pa če omenimo za malo manj hardcore uporabnike, kakšen password manager, ki ni čisto za nič, tudi password menedžeri so že bili zhekani, bi kakšen ga vsem priporočil? Ne. Pač, niti tako daleč ne grem, da uporabljam.
browser extension. Folk je len. To je dejstvo. Mislim, da letos je bil LastPass ali ta drug zhekan, kjer so master passwordi bili likani. Password manager je najbolj sveta stvar, ki jo imaš, zaradi tega, ker ve več stvari, kot ti. In ko jo ne smeš zgubiti, se pravi, ne moreš imeti eno firmo nekje, ki ima tvoje podatke in to je ključ do vsega, kar obstaja. Zaradi tega, ker če obstaja firma, obstaja CEO, ki ga lahko fuknejo v zapor, če ne bodo naredili nečesa. Obstaja pijan sistemski administrator, ki v prepelo dam bejbo, ki jo je spoznal v klubu, pa loginan bo v služben računalnik. Obstaja 100 načinov, kako bo šlo to vse narobe, brez tega, da pač še zmeraj ljudje pišejo kodo, ki je slaba, koda, ki ima ranljivosti, ne zato, ker je hotel, ampak zaradi tega, ker smo pač ljudje, ker pomeni, zakaj bi stvar, ki odklene vse tvoje skrivnosti, imel pri nekomu drugmu in mu zaupal z vsem temu. To je tako, ker folk pravi, da ChatGPT-ju poveš več, kot svojemu psihiatru. No, ampak on je tako prijazen. Ja, no, tvoj password manager ve več o tebi, kot kdorkoli na svetu. Ne, Google ve več. Ne ve, zaradi tega, ker imaš vse akaunte do čudnih stvari, ki jih uporabljaš, do vsega možnega imaš tam. Ok, kaj pa predlagaš nekomu, ki se s tem sploh ne ukvarja, kako ohraniti passworde? Kaj bi bil prvi korak? Kaj ti misliš? Pa da seveda, ljudje smo leni in pač skušamo čim manj napora narediti nek korak naprej. Kaj misliš, da je tisti minimum, kar lahko nekdo naredi, da naredi ta korak naprej? Prvi treba spremeniti mentaliteto. Ok. Nehite biti leni. Če hočeš biti varen, če hočeš imeti svojo zasebnost, potem ne bodi len. Zaradi tega, ker lenoba je točno to, zaradi česa. Vse, kar smo danes govorili, obstaja. Zaradi lenobe imamo skozi manj pravic. Zaradi lenobe vsak let obstaja več davkov. Zaradi lenobe zgubljamo privacy. Vse to je zaradi tega, ker je ful je bolj priročno, če imam pač tam en ID, ki mi ga da država, pa je povezan z vsem. Ful je bolj priročno, če mi kar poberejo denar. Zakaj bi ga imel? Vse mi lahko pošljajo malo koruze, pa sem futro. Kaj pa bomo z viškom denarja? Vse rekel Golob, kaj pa bom še več denarja? Vse, kar se začne s ful je bolj priročno, pomeni, da si neki žrtvoval za to priročnost. Tako da v nekem trenutku se moraš odločiti. Se je tudi ful bolj priročno uporabljati Revolut, kakor imeti, ne vem, Bitcoin ključe shranjene na 3 kontinentih, pa backup je pa vse možno. Se je ful bolj priročno, dokler ti ne poberejo onega denarja, dokler ne zgubiš vse kupne moči, dokler ne reče Golob, fanti, božičnica bo. Ja, drži. Tako da to je nasvet. Naj bojo stvari malo manj priročne, naj bojo stvari malo bolj premišljene. No, kako pa uporabljaš password manager? Imaš pač neko aplikacijo, se vedno nekam povežeš in tam zalaufaš aplikacijo in prepišeš geslo? Mislim, aplikacija laufa na računalniku, ki ga uporabljam. Ok, ampak če ti skopiraš geslo, je pa v odložišču operacijskega sistema. Ja, ampak to je neizogibno. V nekem trenutku je vedno pač geslo bo, ki ga boš upisal, bo nešifrirano, nekje obstaja. Zato pač KeePass ti lahko nastaviš po koliko sekundah, ti pač zbriše stvar v odložišču, tako da pač mislim, da ne, po defaultu po 10-20 sekundah ne moreš še enkrat copy-paste, oziroma še enkrat paste zadeve. Pa ne na Windowsih, it's forever. Vidiš, nisem dosti tehnično podkovan, da bi vedel ta detajl. Še dobro, da si na podcastu Na konju. Na coinu. Ali na coinu. Božju mater. To je reklama za Bitcoin Shop. Mater direkten. Kaj pa tam dobiš? Ledger, Trezor, Bitbox, kar si zaželiš. A to so denarnice? Strojne denarnice. Še kaj? Knjige, recepte, križanke, kape, šale. Kakšne šale? Slabe, kakšne pa. www.bitcoin-shop.si Ali www.bitcoin-shop.si.
Evo, pa sva se spet nekaj novega naučila, ne? Kar velik, ja. Če začneva na koncu. Pa dajva na koncu. Kaj je rekel? Da ne smemo uporabljati biometrije. Pa rekel je tudi, da ne smemo biti leni. To pa že na začetku, se mi zdi pomembno, ne na koncu. To je največji sovražnik tega, ja. No, tole z YubiKeyjem pa Password Managerjem. Daj povem mi sploh, kaj je YubiKey. To je ta ključek, ki hrani en zasebni ključ, unikaten ključ, podobno kot strojna denarnica, s katerim podpisujemo, razkrivamo svojo identiteto. Se pravi, ta unikatna številka je tvoja identiteta, z njo podpisuješ različne sporočila ali pa se logiraš v določene storitve, ki to omogočajo. In te skrivnosti na YubiKeyju ne moreš zamenjati. Ok, daj to plastično povej, kaj to pomeni. Če imam jaz YubiKey, pa se uporabljam YubiKey naprimer pri dostopu do maila, kako to izgleda? Vedno ga moraš imeti pri sebi, če ga pozabiš, ne boš prišel v mail. Aha. Razen, če nimaš nastavljene alternativne poti v aplikacijo za maile, ampak Okay. to je že napredna nastavitev. In to pol, kaj ga nosiš okrog vrtu, tako kot smo v vrtcu pa v osnovni šoli? Lahko v šopu ključev. Okay. Moraš imeti pa backup. Se pravi, pri YubiKeyju je pa backup še en YubiKey, ne tako pri strojni denarnici. Pa to je lažje. Ne rabiš pisati onih 12 besed ali kakorkoli že imaš. V resnici je ful težji. Zato, ker moraš za vsak, recimo za aplikacijo za mail, aplikacijo za gesla, za vsako aplikacijo, kjer se registriraš z YubiKeyjem, moraš tudi v ta drugi YubiKey, ki je tvoj backup, narediti isto registracijo. Se pravi, backup je vsakokratni, ne enkratni kot pri strojni denarnici. Se spomniš, strojno denarnico kupiš, narediš backup, pol delaš pa transakcije, ali pa uniki imajo shitcoine, imajo gorše shitcoine in jim ni treba več delati backupa. Pri YubiKeyju pa vsakič, ko ga uporabiš z novo aplikacijo, moraš registrirati svoj primarni YubiKey in backup YubiKey s to aplikacijo. Zato je malo zaprt, ampak imamo pa večinoma končno mnogo aplikacij, s katerim ga uporabljamo, ker logiranje z YubiKeyjem je res varno, ampak tudi zahtevno, tako da ne boš... Ni za vsakega to. Za vsakega po moje je, sam ni za vsako stvar. Recimo, da imaš to za Password Manager, kot je omenil Aljaž, je po moje to kar super in za vsakega. Jaz sem glih hotel to reči, da moram to pogledati in uporabljati. Ok, daj, boš povedal več. Ja. Ampak zglih omenil Password Manager je. Aljaž pravi, da nobenega od teh oblačnih upraviteljev gesel ne uporablja, oziroma ne priporoča, ne? Ker pravi, da so tam vsi naši pomembni podatki in če nekdo lahko do tega pride, praktično ima dostop do vsega. No, jaz bi rekel, da je vsem boljš, kot da ga sploh ne uporabljamo, to, da uporabljamo spletnega ali pa spletnega najprej, da spoznamo, kaj Password Manager je, kje nam lahko pomaga, potem pa preidemo na tazga, ki ga gostimo sami. Ja, to je naslednja stopna, ne? Ja, ker če bomo šli takoj na... več len. Ne moreš biti len. Če greš takoj na Aljaževo varianto, se bojim, da bo marsikdo na začetku rekel, da to ni za njega in bo opustil, kar pa ni dobro. Boljše je, da uporabljamo. Kjeri so te, ki so najbolj znani? No, lahko jih našteva. Ja, imaš prav. ProtonPass je od ProtonMaila, ProtonVPN-ja, Bitwarden, OnePassword, NordPass, LastPass, tega je kar nekaj. Okay. Kar nekaj njih je bilo tudi že shackanih. Ja, praktično več ali manj vsi, ne? No, jaz bi rekel, da je to podobno kot pri strojnih denarnicah. Po moje, tisti, ki so bili shakani in popravljeni, so lahko bolj varni kot tisti, ki sploh niso bili napadani. Absolutno. Zdaj, kako vemo, da niso bili napadani, verjetno so to tisti, ki jih nihče ne uporablja, ki morda... mora biti odprtokodni, ne? Ja. To ne smemo pozabiti, se pravi, moramo preveriti, če so odprtokodni in če ni odprtokoden Password Manager, po moje prste stran. Pa te, ki smo naštela, se jih bo dovolj. Dost. Pa smo govorili še, kaj je komunikacija, ne? Kriptiranje komunikacij je dobro, da je najbolj uporaben signal, ne? Ja, ampak brez da naštevaš vse ostale, bi še enkrat raje rekel, da izogibite se Viberov, Whatsappov, Messengerjev od Facebooka in podobnih kozlarij. Ja, drži. Sicer pa, lahko pa probate, naprimer, no? Čisto na začetku, naprimer, White Noise bazira na Nostr protokolu, ne? In poskusite, kako zgleda zadeva. Je res zelo osnovna, ampak boste pa mogoče pomagali s testiranjem. Date kakšen feedback, kar opaste. Tako da, poskusite. No, ampak nekdo rabi sogovornika. A se java midva za sogovornika? Bova v komentarjih napisala naslov, kjer naj lahko kontaktirate. Bova. Kaj pa lahko še dodava debati z Aljažem, glede uporabe računalnikov, telefonov
Je mogoče to, operacijski sistemi, dajte probati še kakšnega drugega, ki ga uporabljate. Zdaj se lahko rečem, da uporabljam praktično vse glavne, se pravi Windows, macOS, Linux, različico Mintjast, kar pač mi je lažja, Ker je zelene barve. Ne? predvsem zato. Ja. Dajte malo poskus te zadeve. No? Midva se mi zdi, da premalo veva, da bi lahko komentirala, kjer je bolj varen, kjer ni varen. In tako naprej. Mislim, definitivno Windows je tisti, ki pač pobira vse vaše podatke. No, glede na to, da javno želijo skenirati vsak trenutek vsega dogajanja na Windows operacijskem sistemu vseh računalnikov, tudi z najnim neznanjem lahko rečeva, da ni prav zaseben operacijski sistem. Ne? Ja, sem brat mora znati, kar povejo. Ja. Kaj pa telefon? No, rekel si že Grafino S, alternativa grafinov je še nekaj, recimo /e/ Foundation, Morena, kaj so Sailfish. Ampak, ko opazuješ debato recimo na Twitterju med njimi, Calyx OS je še eden. Ja, sem Calyx je ustavil vse. Ja, sej kar nekaj teh se je zagnal in ustavil, zato ker pač developerji niso bili plačani. No, ampak, tako kot pri fajtu med proizvajalci strojni denarnici, tudi klejem fajt in v teh pogovorih ali pa v žaru sporov lahko opaziš, kateri je bolj zaseben, pa kateri ne. Zato, ker se medsebojno razkrivajo. Okay. Pa jaz bi tudi rekel, da je Grafino OS trenutno en tistih, ki mu lahko najbolj zaupali. Pa spet, klej morava jih pozvati ali pa se moramo ravnati po odprtokodnosti, kdor ni odprtokoden, ga pač ne morava priporočati. In verjetno v splošnem pomeni manj aplikacij na telefonu, bolje telefon, manj podatkov lahko razkriva nekomu. Recimo. Poskuste. Ni toliko težko. No? Ti boš več vedel o tem, kako se razkrivamo svojo zasebnost ali pa lokacijo prek triangulacije. Ja, prek telekomunikacijskih. Telefon je skozi na radarju, tako da kjerkoli ste. Kaj to pomeni? Se vedno ve, kje se telefon nahaja. Seveda. Pa lahko samo rečeva, da ne imete telefona skozi sabo. Ja. Na WC ga dajte, vsaj ven ga dajte. No. Ne, lahko pa uporabljaš več telefonov za več aktivnosti. Drži. Moraš imeti res moraš imeti disciplino, da bi s tem nekako prekinil to povezavo, ker če se te telefoni dobijo na isti lokaciji, na istih bazah, je brez veze. Je brez veze, ker pač je jasno, kje so. Točno, pa čigavi so. Ne? Ja. Gremo naprej, naprimer, če greste v tujino, uporabljate podatke oziroma številko za pogovore, predvsem za podatke. No? Imate kle, uporabljate prepaid, uporabljate eSIM, kot so Silent Link, kaj je zdaj ta še ta drug? LNVPN. Ja. Bodo dala linke. Čakaj, zakaj eSIM v primerjavi s fizičnim SIM-om? Ja, zaradi tega, ker v večini držav je tako, da ko greš kupiti SIM, tudi če je prepaid, moraš dati dokument zraven. A pri eSIM-u pa pri teh storitvah, ki so jih navedla, pa ne? Ne. Okay. Naprimer, tukaj plačaš z Satoshi in je to. To je vse. Super. Ja. In preverjeno deluje okrog po svetu. Ja, to je drži. Kaj imamo še? Uporabite fake e-mail, ne fake, se pravi e-mail naslove, če se da za vsak različen namen novega. Imate storitve, ki to omogočajo, če ne pa so tudi zastonjske, kaj so 10-minute mail, pa par še takih. Ja. Pa za naročanje blaga uporabljamo lahko paketomate namesto lastnega naslova. Ne? Se pravi, če se že izmislimo mail, ime in priimek, lahko uporabimo paketomat. Ali pa v službo pošlje, ne? Ja, če na sodelavca, ne? Ja. Pa po povzetju. Minska, spet si paket dobila. Ja, no, lej, znajce, ne? Točno. Ja, pa iščete ponudnike, ki ponujajo storitve, izdelke in ne zahtevajo KYC-ja oziroma light KYC-ja, ne? Oziroma, da ne zahteva naših podatkov. Tako, ja. Kje se pa aplikacije dobijo za na telefon? Naprimer, jaz uporabljam različne in sicer z App Store. Tu je predvsem z Nostrom povezane aplikacije, pa ne samo te, ki so podpisane z strani tega, ki je to naredil, pa če se ne motim strani z App Store, plus vidiš, če slediš določenim profilom, a ga tudi te uporabljajo ali ne. Pol imava F-Droid, to mislim, da je open source, ne? Open source aplikacije so gor. Aurora je pa v bistvu ena maska čez Google Play.
Tako da se prijavljate ne s svojim, ampak se lahko prijavljate z anonimnim e-mail računom. Google Tako. email računoma. Ne? Tako. Ja? Optanium, poznaš Optanium? To je pa da v Sem videl, bistvu nisem uporabil. direktno se zvežeš na Git repozitorije, se pravi na Git datoteke od razvijalcev, ki to objavijo in jih direktno od tam dol To sem pa enkrat poskusil. prenašaš. Potem moraš pa še na Grafinu S-u preveriti to aplikacijo, verificirati, Imaš pa Prav tudi moraš aplikacijo posebno lahko, podpis kopirati, to je pa če kar hočeš vse, zahtevno, ne, ne? ni nujno, ni nujno. Ni nujno. nujno? Lahko, če želiš, No. preveriš vsak download, ki gre od tam, ni pa nujno. Tukaj sem se zataknil, ko sem preverjal te downloade Mhm. in sem recimo kopiral napačen ključ od aplikacije oziroma ponudnika aplikacije in me naprej ni spustil na telefonu in sploh nisem mogel priti do aplikacije. Ja. Mm. Brskalnike, Brskalnikov je toliko veliko, ampak izognemo se tem, ki ga proizvajajo ta velike korporacije. No. se pravi, ne uporabljati Edgea, ne uporabljati Chroma, tudi Safari, Firefox je verjetno itd. pod vplivom Googlea, ni? Ne vem, to ne znam povedati, je ali ni. Ej, tega jaz ne vem, nisem dovolj tehnično podkovan, ampak slišal sem, da so vsi brskalniki na Applu v resnici Chromium. ne Safari, samo v preobleki. Na Applu pravim, na macOS-u. Aha, ok. Torej, da Mac ne dovoli ostalih brskalnikov, da so lahko drugače imenovani in oblikovani, ampak da kodo uporabljajo pa vsi Safari. Nisem slišal še. Ali je to sam lovska? Ne bi vedel. Preverite, kaj je zdaj povedal. In lahko Ampak ne se steleni, si ne komentirate. bote. To je v redu. Kaj še počnemo, kje še kaj? razkrivamo VPN. podatke? Smo omenili že. VPN nismo. Nismo. Lahko uporabljate recimo Proton VPN, je tak en zelo znan. Meni zdaj malo smrdi, zato ker je Proton kar postal neka konkurenca Googlu, ne samo pri VPN-ju, tudi pri mailu, pri Office orodjih, pri Password, da bi on imel, pri vseh teh paketih. Zdaj pa, da bi imel čisto vse, ne? Se pravi Password Manager moj mail, moj VPN, kaj pa vem, kar malo sem skeptičen. Jaz bi rekel, da A zdaj na tuta VPN počakal. ne, jaz bi rekel, da je fino imeti VPN od nekoga drugega, ne od tistega, od katerega uporabljaš že, kaj se vem, cloud ali pa mail, karkoli že. Ampak je en od ponudnikov, Proton VPN. NordVPN se zelo oglašuje, pa je bil tudi kritiziran. Pojavljajo se pa VPN-ji, kot so NIM VPN, se pravi NYM VPN, tudi švicarski, in pa ln.net, če se ne motim, Ja. ki pa je od nekdanjega Gospoda bitcoinerja, gospoda Vera in od Marka Karplesa. Veš, kdo pa je to? Ja, tisti, ki je potopil Mt. Gox. Ampak po besedah nekoga, ki mu zelo zaupava in so ga ravno intervjuvala, uporablja tehnologijo, za katero lahko edino menda rečemo, da ne zbira podatkov uporabnikov. Okay. Bo dala povezavo v komentarje. Obskura, mislim, da je tudi en tak, ki je malo bolj. Ta je tudi zelo nov, Vem, da ga bitcoineri delajo. ampak je samo na iOS-u, če se ne motim. To pa ne vem. Zdaj pa ne vem, ali je iOS in macOS, ampak zagotovo ga ne moreš dati na Android, to pa jaz vem. Okay. Bomo spremljali, kaj se dogaja tam. Nas zanima, kaj bodo naredili bitcoineri. Ja. Kaj pa naše odlaganje podatkov v cloude? Dokumenti, najboljše fotografije. preseb doma, ne? Zdaj v cloudu pa, ja, tako kot je Aljaž rekel, leni smo. Lažje je, če uporabljamo. Ampak dajmo začeti z nekimi premiki, ne? Ne imeti vse na Apple, ne imeti vse na Googlu, pa imamo pa alternative. Alternative so pa naprimer Nextcloud, Proton Drive, Start9. Ja, Start9 je platforma, kjer lahko hostaš, lahko, ja. recimo Nextcloud. Ja. Tudi na Nostro so se že začele zadeve, res? in sicer Nosterbox se imenuje. Ampak to je tudi še zelo na začetku. Se pravi, fajn za kaj izgubiti. Recimo, ja. Okay. Ja, dajte malo se poigrati. Vem, da zahteva malo časa, ampak te, ki so v cloudu, dosti hitro lahko to preverite. Zdaj pa tako, dajmo malo sebe brcniti v red, pa ne biti tako leni. Malo razišče to, kar sva povedala, pa ne zato, ker sem mi to povedala, ampak zato, ker bi si želeli poskrbeti za vašo zasebnost. Dajte narediti eno akcijo za to. Pa povejte pol, do česa ste prišli, dajte pokomentirati kaj, mogoče se tudi midva kaj novega naučiva, pa deliva tisto, kar sva midva že probala, mogoče bo kaj od tistega vam všeč. Tako da, dajte nam napisati,
seveda lajke, hvala že vnaprej, šerite in malo se vidimo v 3. epizodi, ostanite na Coinu in Zbirajte se to še.